Da bi dosegli dobre rezultate, se morajo v to zgodbo vključiti vsi čebelarji, so bili soglasni v Semiču, kjer so se včeraj zbrali slovenski vzrejevalci čebeljih matic in prvič praznovali dan kranjske čebele. In zaradi tega z različnimi ukrepi, tako z današnjo prireditvijo, kot z številnimi predavanji, ki jih imamo po celi Sloveniji, ali pa tudi z ukrepom menjave matic, želimo čim bolj navdušiti slovenske čebelarje, da bi ohranjali kranjsko sivko. Certifikat vzrejevalca gospodarskih čebeljih matic je letos pridobilo 25 čebelarjev. In teh 25 vzrejevalcev vzredi približno 30.000 čebeljih matic, polovica je prodanih med slovenskimi čebelarji, polovica pa gre v tujino. 8 najboljšim vzrejevalcem so ob dnevu kranjske čebele podelili priznanja in strokovno srečanje zaključili z ogledom plemenilne postaje Rog Ponikve, edine registrirane za rodovniško vzrejo, ki so jo pred nekaj leti v gozdovih Kočevskega Roga uredili semiški čebelarji. Vsi ti vzrejevalci vzrejajo gospodarske matice, pri nas se vzrejajo pa rodovniške matice. Se pravi, to je le ena stopnja več, ker se pozna, se pravi, pri maticah, ki jih vzredimo, imajo poznanega očeta in imajo poznano mater, pri gospodarskih maticah je pa znana le mati, ne. Večino matic prodajo v tujino, tudi na druge celine, pravi Plut, in dodaja, da so v Sloveniji premalo cenjene. Sicer pa so v tem času čebelarji zelo zaskrbljeni zaradi letošnje pičle letine. Se ne spomnim, da bi imeli tako oziroma ne letino, kot je letos. Zaradi hladne in deževne pomladi so čebele uspele pridelati zelo malo medu, pravi Plut, ki še upa, da se bo vreme izboljšalo in bodo čebele še našle nekaj paše.